Boginja Pele, kako v dolgotrajnem partnerskem odnosu spet preživeti strast? Skrivnost je v tem, da tvoj partner ali partnerka tudi hoče. Ja. Ampak tvoj mu pa pravi, da ne. Tvoj mu pa pravi ne. Ni več akcije, ne želi več. Ampak veš kaj? Če bi se jaz pogovarjala s to drugo osebo, tako na samem, bi ta oseba povedala, da ona tudi hoče. Ja, torej kaj smo pravkar ugotovili? Ugotovili smo to, da ti obzirno do partnerja ne seksaš. Ker misliš, da partner noče, zato ker te je morda v preteklosti zavrnil, morda v preteklosti ni hotel, morda te je povedal, da noče. In ti zdaj iz te preteklosti, iz pretekle zgodbe, verjame, da partner noče. Jaz ti pravim, laže. Ni osebe na tem planetu, tudi oseba, ki je doživela travmo na tem področju, ni osebe, ki ne bi v jedru sebe hrepenela po tej energiji. Morda jo ne zna izraziti, morda jo ne zna za njo prositi, morda ne zna nate skočiti, ampak notranja potreba je. Bom pa najprej razdelila jasno za ženske in moške. Moški. Absolutno te razumem, zato ker je tolikokrat rekla ne, ti pa še vedno poskusiš in vedno ne, zdaj ne, tako, ne, bi zdaj ne, tako in potem dobiš tolikokrat ta ne, da potem enostavno sprejmeš in se vdaš v usodo. In potem nehaš iniciirati spolnost, zato ker pričakuješ, da bo rekla ne in zato ker si se navadil, da je to njen odziv. Ok, dragi moški, pustimo preteklost, lahko da imaš najbolj negativno žensko, ki bo najbolj negativno se odzvala na vsako tvojo ponudbo, pa še ona notranje, globoko v sebi potrebuje tvojega kurca. Ona ga rabi. Ali njen vedno hoče? Ne. In kaj rečeš naslednjič? Greš, poskusiš, se odločiš, da jo vzameš. In ko ona reče ne, ji rečeš, muca ga rabi. Lahko da ga ti ne rabiš, muca ga rabi. In ti, draga moja ženka, to veš. In potem bo ona rekla, ne zdaj, pa ne bi tako, pa otroci, pa ta. In ti rečeš, a vidiš, kako močno muca rabi. Ker si tako obremenjena, toliko imaš misli, toliko je stvari v tvojem življenju. Muca res rabi, zdaj si sama sebi dokazala. In veš kaj? Dal ji bom to. Ona to rabi. In potem jo vzameš. In potem si jo vzameš. In absolutno najprej se bo upirala, ampak ti si jo vzameš. Ne govorimo o posilstvu. Govorimo o tem, da upirala se bo njena potreba po tem, da je po njeno. In ti v bistvu tukaj greš preko njenega ega. In potem ga vzameš ven in začneš. Lahko tudi brez nje. In si go pred njo, ga drgneš, jo gledaš in rečeš, a vidiš, da tudi moj kurac rabi muco.
In karma enkrat ni več vprašanje tvoje in njene identitete, ampak je vprašanje organov. In tukaj ni več, a sta utrujena ali sta. Tukaj je, on je za akcijo, ona pa rabi. In rešitev je na dlani. To besedno je na dlani. In moški prehitro greš verjameš v izgovore ženske. Ampak s tem, ko ti rečeš, da muca rabi, ti s tem ne negiraš njenih potreb kot ženska. Ti poveš, da ti veš, kaj njena muca rabi. In ona ne rabi tebe. Ona rabi njega. In kaj to pomeni? Da tudi, ko je ona jezna nate, dejstvo ostaja, ona rabi njega. Torej, tudi če sta skregala, se muca in kurac rabita. Se pravi, je debata čisto drugje. In če ti tako pristopiš, boš pozitivno nagrajen. Ženske so zaprte za spolnost v dolgotrajni zvezi zato, ker se čutijo strani moškega v življenju nepodprte, tam in tako, kot bi one želele biti podprte, ampak dejstvo je, da velikokrat tudi ne povedo, kako bi želele biti podprte, oziroma imajo zelo specifičen seznam, kako želijo biti podprte, in ti morda si od 10 točk izvedel 9, ampak ene nisi in ona se ni čutila podprta, a veš. Ja. In potem se ona zapre, ker ona ni dobila tega, kar ona od tebe moškega potrebuje, a veš. In za nalaž, da je to govorim na tak način, ženska, ne ker se norčujem iz tebe, ampak ker želim, da prepoznaš, da je tvoja ločenost od partnerja v seksualnem smislu v bistvu ločenost tebe do njega, ker ti nisi čutila, da je on tebi dal to, kar ti od njega potrebuješ. Zdaj pa vprašanje, ali si ti v ljubezni izrazila, kaj potrebuješ, ali si se zadirčno zadrla, da ti spet tega ni dal, ali si prosila za to, da ti pomaga tukaj, ker ti želiš biti z njegove strani podprta, ali si bila ranljiva. Največja napaka ženske v odnosu do moškega, ki jo vidim, je ta, da ženska ne izrazi v mehkobi in ne pove, da potrebuje. Ona se samo pritoži, da ni dobila. Torej, kaj bi se zgodilo s tvojo in vajino spolnostjo, če bi ti namesto tega, da mu zameriš za vse, kar ni postoril, najprej spustila, preteklost je preteklost, tega nazaj ne morete spremeniti, začne se pa v zdaj. Kaj zdaj potrebuješ od njega? Pridi do njega, stopi v njegovo polje, dotakni se ga, poglej ga, v mehkobi mu povej, kaj potrebuješ. Prosi ga. Ko moškemu izraziš v mehkobi in ko ga prosiš,
In zdaj si boš rekla, zakaj ga mora prositi, da naredi nekaj, kar je gospodinsko opravilo, nisem stala tukaj, to nisem moj dom, da. Govorim o receptu do moške aktivacije. Če ti želiš, da moški nekaj naredi, bodi mehka, dotakni se ga, pridi blizu, povej, kaj ti potrebuješ in ga prosi, da on to naredi. Lahko vzameš karkoli. Recimo, da ti potrebuješ, da on odpelje otroke v šolo ali pa da on naredi x stvar, karkoli. Pridi do njega, primi ga, poglej ga in povej. Jaz si želim, da ti jutri pelješ otroke v šolo. Prosim, pelji jih, to bi te res veliko pomeni. Mehkoba. Kaj pa je nasprotje tega? Že spet moram jaz peljati otroke v šolo, a misliš, da imam vedno jaz za vse to čas, pa tako sem obremenjena, ker imam še to, pa to, ti pa nič ne narediš, že včeraj nisi tega naredil, pa zdaj sem mi dala seznam vsega, kar želim, da narediš, pa nisi naredil, da. Ko je moški kregan, on ne bo slišal, ker tudi ti ne slišiš, ko si kregana. Ko je moški v mehkobi naprošen in ko on ve, da je to tvoja potreba, bo šel na drugi konec sveta, da to izpolni. In torej, kaj moški pogrešate? Vem, kaj pogrešate. Pogrešate voljnost ženske, mehkost ženske, srčkanost. Pogrešate to energijo, da ona tebe prosi za nekaj, da se potem ti počutiš tako dobro, da ti to za njo narediš, čeprav to ti narediš za vaju oba. Moški se odziva na mehkobo, ne na napad. In zdaj, če boš ti ženska bolj mehka, bo on bolj voljan poskrbeti za potrebe, ki jih imaš. Ko bodo tvoje potrebe zadovoljene, boš ti bolj odprta in posledično bo moški dobil več spolnosti in tvoja muca njegovega. Kaj? A vidimo, kje smo. Beseda je energija. Beseda, ki jo zmoreš v samozavesti izraziti, je energija. Zato doma, ko si sama, govori vse besede, ki jih poznaš, pa še kakšno si izmisli za moški spolni organ, ker če ga ne znaš z samozavestjo in pomirjenostjo izraziti, ni čudno, da ga ne daš v svoje luknje. In torej moj odgovor na vprašanje, moški, postopaj tako, kot sem rekla, ženska, če se zgodi, da je tvoja volja po spolnosti večja od moškega, moraš postopati pa drugače. Ti ne moreš priti pred njega z nogami narazen in povedati, muca ga rabi. Potrebuješ začeti subtilno. Subtilno pomeni, da se večkrat v njegovi bližini božaj, da se dotikaš sebe, ko se slačiš, mogoče se tuširajte skupaj, ali pa ko se on tušira, pridi gola v kopalnico, samo nekaj sem prišla iskati. Slučajno sem gola. Moškega ne smeš napasti s seboj. Moškega moraš vzburjati s seboj. To pomeni, da mu daš malo, pa vzameš. Pa mu daš malo, pa vzameš.
In torej, enkrat prideš gola, drugič ga pokličeš in si vsa, kako sem vesela, da se slišiva, in potem bo on, kakšna pa si. Nič, kakšna pa sem. Dovolj. 1 sekunda tvoje zapeljivosti, dovolj. Ko bosta videla odložila telefon, on sploh ne bo vedel, kaj sta se zmenila, ker bo razmišljal samo o tem, zakaj si bila takšna. Torej, moški potrebuje kapljice, ne tuš. Kapljice. In ti prihajaš v polje moškega, ki naprimer noče imeti spolnega odnosa, vedno bolj, ne da je vedno več, ampak z neko konstanto prihajaš z svojo seksualnostjo. Torej, ali da si kupiš novo perilo, ali da te večkrat vidi golo, ali da se večkrat bolj zapeljivo obnašaš, da se ga večkrat dotakneš, potem ga na neki točki med kosinom kar za koleno zagrabiš. Zdaj sem se nekaj spomnila. In potem poveš, kako je poštar prinesel paket. Ampak sploh ni važno, kaj boš povedala. Ti si pravkar aktivirala njegove živčne končice na kolenu. In tako potem ti prihajaš in njega bo to začelo preživljati in na neki točki se bo začel na to odzivati in na neki točki bo on prišel pote in njemu se bo zdelo, jaz sem jo dobil. Jaz sem se odločil, da bova zdaj seksala. In ti boš takrat voljna in ti boš takrat za. On bo imel občutek, da je on izbral in zato bo šel lažje v svojo moško moč. Če pa ti prideš tja in se mu vržeš na posteljo gola, bo morda prišel v spolni akt, ampak on bo ta spolni akt oddelal. Si te ne bo vzel, ti pa krepeniš potem, da si te vzame. In torej, kako močno greš lahko v svojo kreativnost, da si v zapeljevanju, da zapeljuješ sebe. In tudi, če ne moraš kupiti kakšno spolno igračko vmes, da sama sebe daješ v to energijo, pa naj te vidi, kako si prinesla novo igračko in jo dala v predalo. Slučajno, nočna majica. Ne poveš, da si prinesla, ti samo leži, ko greš mimo njega, pred njegovim nosom odpreš nočno majico, da že odpreš vrata, zapreš in greva spat. A me razumete, o čem govorim? Govorim o tem, da ti kapljice, ti prižigaš v bistvu ovenček. In na neki točki se bo premaknil, ker ne more, da se ne premakne. Samo ti ponavadi hočeš, da se takoj premakne. Ko ti hočeš, se mora on premakniti. Ja, kolikokrat se je pa on premaknil, pa se ti nisi, a ne? Tako da, ja, to je moj odgovor in želim, da se zavedate, glavno bistvo vsi želite. Pika, klicaj, hvala.